En lep dober dan vsem skupaj. Mene boste slišali, gospa, jaz na glas govorim. Spoštovani predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije, docent dr. Tine Kovačič, spoštovane fizioterapevtke in fizioterapevti, spoštovana gospa Marija Kandus, cenjeni gostje iz tujine in domovine. Praznovanje 70-letnice Združenja fizioterapevtov Slovenije ni samo dokaz vztrajnosti in strokovnosti vaše organizacije, temveč tudi priznanje pomembnosti fizioterapije za celotno slovensko družbo. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1954 z jasnim ciljem povezovanja in profesionalnega razvoja fizioterapevtov po vsej Sloveniji. Od takrat naprej ste kot stroka ne le rasli, temveč dosegli številne mejnike, ki so izboljšali kakovost zdravstvene oskrbe in življenja mnogih ljudi v naši državi. Od skromnih začetkov ste postali strokovno močni, zavezani izobraževanju, raziskavam in inovacijam, hkrati pa vedno predani tudi pacientom. Tudi jaz sem koristila že kdaj vaše usluge. Fizioterapija je danes priznana kot ključna znanstvena disciplina z dokazano učinkovitostjo pri rehabilitaciji in zdravljenju. Skrajša bolniško odsotnost posameznika, kar je pomembno za delovno aktivne prebivalce. Vsem drugim pa omogoča aktivno življenje, ki je pomembno tako za mlajše, kot tudi za dostojno starost starejše populacije. Vemo, da imate fizioterapevti ključno vlogo tudi pri ohranjanju mobilnosti in kakovosti življenja starejših ljudi. Ob tem pa seveda ne moremo mimo izzivov, s katerimi se soočamo danes. Ena največjih težav, s katero se dnevno srečujemo v slovenskem zdravstvenem sistemu, je resno pomanjkanje fizioterapevtov, še posebej v javnem zdravstvenem sistemu. Posledica tega so predolge čakalne dobe za tiste, ki ne zmorejo samoplačniških storitev. Fizioterapijo moramo okrepiti na vseh ravneh, saj njena prisotnost pomembno prispeva k preventivi, rehabilitaciji in dolgoročni skrbi za zdravje celotnega prebivalstva. Verjamem, da boste v nadaljevanju na kongresu glasno povedali, kaj vse je nujno sistemsko urediti na področju fizioterapije, da bo le-ta bolj dostopna. Naj bo ta jubilej priložnost, da se spomnimo vseh dosežkov, ki ste jih kot stroka dosegli v preteklih 7 desetletjih in hkrati priložnost, da še naprej gradimo, predvsem pa gradite, na tej dediščini. Ne pozabimo, fizioterapija nas uči, da okrevanje ni le vrnitev telesne moči, temveč tudi prebujanje notranje vztrajnosti in vere v lastno telo. Zdravje je kot tiha reka, pravijo, in dokler teče mirno, pogosto pozabimo, kako dragoceno je. Če skrbimo zase, tudi s pomočjo vas, strokovnjakov, ga negujemo, nas vse to vodi nazaj k ravnovesju in predvsem svobodi našega gibanja. Zahvaljujem se torej vsem vam, ki s predanostjo opravljate svoje delo in s tem prispevate k boljšemu zdravju in kakovosti življenja vseh državljanov. Še posebej pa bi se rada zahvalila zagotovo najstarejši fizioterapevtki, ki je danes med nami, gospe Mariji Kandus. Čestitam vam za 70 let uspešnega delovanja in seveda vam želim še veliko uspehov tudi v prihodnjih letih, mnogih letih, ki prihajajo. In če mi dovolite, da se malce pošalim, Mojca Mavec je prej rekla, da ste za trenutek odložili delo in prišli na tole slavnostno akademijo. Jaz se vam res iskreno opravičujem, ker moram po podelitvi, kar mi je veliko čast, odlikovanja današnji nagrajenki oditi na druge dolžnosti, ampak zdaj pa šala.
Sašo Hribar, žal pokojni, ko je vodil še včasih čestitke in pozdrave ob nedeljah, je enkrat rekel takole. Na začetku pesmi vedno reče, naj za trenutek odloži delo, draga mati, žena, hči, pozdravljajo vnuki, pošiljajo 100 poljubčkov. In potem se ta pesem seveda zavrti. In ko je bilo te pesmi konec, je Sašo Hribar rekel, no zdaj pa za delo zopet poprimite. Tudi mene to danes čaka. Še enkrat zelo, zelo sem vesela, da sem v vaši družbi. Vedno grem rada med ljudi, predvsem pa med strokovnjake, ki predano opravljajo svoj poklic. Jaz sem prepričana, da tudi ta poklic, ki ga vi opravljate, ni poklic tako kot moj današnji, ampak je poslanstvo. Iskrena hvala za vse. And I would also like to welcome all the guests from abroad. I do appreciate, as the President of the Republic of Slovenia, that you took time and that you came to Portorož, to Slovenia, and celebrate with this very important institution 70th anniversary. And I hope you're going to enjoy staying in Slovenia, and please come again. Hvala lepa. Thank you very much.